Katja in Goran se danes potita in podita za žogo, premagujeta ovire in spoznavata meje svojih telesnih zmožnosti. A to, kar počneta, je mačji kašelj za 100 tekmovalcev vsega sveta, ki se bodo julija pomerili na 217-kilometrski tekaški preizkušnji po Kaliforniji. Našo državo bo zastopal Bogomir Mirko Miklič. Kako je tekel in kaj vse se je na tej poti dogajalo, pa boste lahko videli v dokumentarnem filmu. Pripravila ga bo Irena Bedrač, z njo pa gresta tudi naša snemalca Danilo Plazovnik in Borut Krojs. Irena in Danilo, dobrodošla v studio. Dobro jutro. Pozdravi na teren, preko žive meje tudi Borutu, ki z mislimi smo z njim. Irena, najprej tole. Kaj naredi tole preizkušnjo eno najtežjih na svetu? Mislim, da seveda višinske razlike, začne se od nekaj metrov oziroma 87 metrov pod morsko gladino, to je točka začetka, in konča tam nekje na sredini Mount Whitneyja oziroma na 2000 pa nekaj metrih nadmorske višine. Tako da to je prva posebnost, tako druga je pa vročina. Če pogledamo povprečne temperature, ki so julija, torej v dolini smrti, so torej povprečne temperature, tiste ta visoke so okrog 47, medtem ko najnižje povprečne temperature so pa 31 stopinj Celzija. Tako da ta vročina je zelo, zelo močan dejavnik, ki naredi to preizkušnjo seveda tako posebno. Ja, pa še imamo potem časovno omejitev 48 ur in 217 kilometrov, ki pa dodata res češnjo na vrh torte. Ampak mislim, da je gospod Mirko tega nekako navajen, konec koncev je špartatlon, ki je nekoliko daljši po kilometrih, 246 kilometrov, pa ga morajo končati v 36 urah. Tako da to vedo. Ogromno 100 tekmovalcev iz celega sveta. Tja lahko prideš bojda samo z nekakšnim, recimo temu s povabilom ali pa z dokazilom, da si sposoben nekaj takega vzdržati. Ampak tega našega ultramaratonca pa prav dobro ne poznamo, bom rekel tako. Ja, ni se izpostavljal, bom rekla, seveda v teh vodah je znan, nazadnje tudi predsednik te zveze društva ultramaratoncev Slovenije. Tako da je čas, da ga malce boljše spoznamo, bom rekla, nazadnje je pretekel ogromno maratonov, bolj kot ga spoznavamo, preko prijateljev, sorodnikov, znancev, bolj odkrivamo, kje vse je že bil in kaj vse je pretekel, Tako da nazadnje sta se tudi z Rut spoznala, ki je nekako, če rečemo, zelo v preteklosti kriva, da smo tudi mi zdaj na poti v Združene države. Danilo, zate vprašanje, bojde si ti krive za to, da greste v Združene države Amerike? V bistvu je tako, da je Mirko se je zavedal moje minljivosti in je pač se zaobljubil, da bo preden se jaz upokojim, on pretekel ta maraton. In to je pač bil razlog. Res? Nismo pa pričakovali, da bo to tako hitro, ker ta špartatlon smo delali predlani. Predlani, ja. In smo pač pričakovali, da bo to čez nekaj let, je pa bilo zdaj to vabilo že kar hitro poslano, Wow, čudovito. Kar nekaj izkušenj že imata s temi ultramaratonskimi, bom rekel, preizkušnjami, Vsi trije z Borutom, to so taka klasična ekipa, bom rekla. Magnet, Veš kaj? Mislim gledati. Za delati je težko, Jaz sem vedno rekel, da je to v bistvu tek na maratonu, V bistvu moraš biti hiter, moraš spremljati, čeprav se tekmovanje je razvlečeno na 30 ur ali pa še več, delaš pa ne v tem počasnem tempu, treba hitro delati. Ja, zraven tega imamo še tukaj res visoke temperature, potem dogaja se tako po dnevi kot po noči, torej spanja nekako ni, tudi domačega tuša ni nikjer blizu, in to bo 2-3 dni bo gotovo precej napeto. Kako se ti pripravljaš na teh oba, vsi trije, na teh 50-55 stopinj? Tega občutka ne poznamo, ker še ga nismo doživeli. Smo se pa pripravljali, se pravim, in na snegu, in v savni, in zdravniške preglede, vse smo dali skozi, Tako da upamo, da se bo išlo, Ti si pripravljen, Irena? Ja, seveda. Si lahko kdaj pripravljen na... Če si lahko tako, upaš na najbolje, pa da se izide, verjetno pa se zavedamo, da če bo Mirko zmogel, in verjamem, da on seveda, ko ga poznamo, tako trmoglav je in odločen, da to preteče, če bo le, se pravi, fizično vse v redu, bomo se pa mi tudi potrudili, da to zmoremo. Rekord trenutni je, jaz sem nekaj po spletu brskal, pa ne vem, če imam 21 ur.
Lahko povem samo to, da je Mirko drugi Slovenec, ki se udeležuje tega ultramaratona, da je prvi Slovenec bil Dušan Mravlje, dvakrat je nastopil, leta 2000 in 2006, da je bil leta 2002, takrat je to pretekel v 25 urah. Tako da, koliko bo Mirko, bomo videli, ne? Je pa seveda, ni pomemben rezultat, pomembno je, da končaš v teh limitih. 48 ur. Vi se pa tudi, vsi trije, dobro se držite, pridite celi nazaj, prosim. Hvala. Hvala. Na vrsti so jutranja poročila, nato pa v studio pride izdelovalec terarijev Miha Leitinger, s katerim bova ustvarila močvirje v malem. Ostanite z nami.